V Sloveniji se krožni pristopi v tekstilnem sektorju že izvajajo v praksi. Popravila, ponovna uporaba, socialno podjetništvo in razvoj novih tekstilnih rešitev prispevajo k daljši življenjski dobi izdelkov, zmanjševanju odpadkov in bolj trajnostni rabi virov. Nina Rozina poskrbi, da oblačila dobijo novo življenje. Majhno popravilo, zamenjan gumb, popravljena zadrga ali zakrpana luknjica lahko preprečijo, da bi kakovosten kos postal odpadek. Sem Nina Logar, delam pod blagovno znamko Nina Rozina in sem pedagoginja, tekstilna inženirka in pa komunikologinja in vse to skupaj združujem v tem, da vodim tečaje, izobraževalne tečaje šivanja, razne delavnice vezane na šivanje, recikliranje, ročne spretnosti, da organiziram tudi kak dogodek, ki se navezuje na to tematiko in da imam tudi linijo predelanih oblačil, s katero potem hodim po Sloveniji in tudi po sosednjih državah. In se mi zdi torej zelo pomembno, da se uporabi izdelke, materiale, ki so torej narejeni ali da že obstajajo v Sloveniji in jih ponujam končnim strankam. Center ponovne uporabe v Sloveniji dokazuje, da zavrženi izdelki pogosto še niso odpadek. S pregledom, čiščenjem in obnovo dobijo novo vrednost ter priložnost, da jih uporablja nov uporabnik. Center ponovne uporabe je prvo socialno podjetje v Sloveniji in nosilec krožnega gospodarstva. Namreč izkazalo se je, da je potrebno poskrbeti predvsem za tiste snovne vire, ki niso odpadki, ampak paradoks. To so surovine, to so viri, to je nekaj, kar moramo ohranjati. In mreža centrov ponovne uporabe, ki je začela nastajati leta 2010, je razvila 19 tovrstnih lokacij v Sloveniji. Nahajamo se v prostoru, kjer se pojavlja največji izziv in to je, kako iz vseh teh posameznih oblačil, tekstilij, hišnega tekstila izsortirati tisto, kar ima uporabno vrednost, ker bodo kupci kupili, predvsem pa kar bo seveda zanimivo potem za nadaljnjo uporabo čim dlje časa. Tu se zdaj nahajamo v tem delu, kjer vidimo vreče, v katerih je že presortiran tekstil, letno žensko, moško ali zimsko, letno moško, otroško, ampak ta frakcija ne zadošča kvaliteti, ki bi jo kupci želeli. Nahajamo se tukaj v prodajnem delu, kjer lahko vidimo različne kose, lahko rečemo unikate, vsak kos je drugačen, vsak kos je različen. Zavod KNOF povezuje varovanje okolja, socialno podjetništvo in lokalne krožne rešitve. Socialna podjetja, ki se ukvarjamo s ponovno uporabo, kot je KNOF, kot je Center ponovne uporabe, smo lahko odličen partner podjetjem in pa javnim institucijam pri ugotavljanju potenciala njihovih odpadnih oziroma odvečnih materialov za ponovno uporabo. Tukaj imamo recimo v KNOF-u storitev Reuse Lab, kjer že imamo nekaj dobrih primerov, kjer smo podjetjem in organizacijam pomagali dejansko ponovno uporabiti njihove odpadne materiale za čisto nek nov namen. Podjetje Titera zgodbo krožnega tekstila dopolnjuje z razvojnim znanjem. Inovacije v tekstilu omogočajo bolj premišljene materiale, nove funkcije in izdelke zasnovane za prihodnost. Daniela Zavec je moje ime, sem ustanoviteljica in lastnica podjetja Titera d.o.o., ki se ukvarja s tehnično-inovativnimi tehnologijami. Zanima nas vse, kar je povezano s tekstilijami, razvojem tekstilnih izdelkov, nadgradnjo in v zadnjem času seveda velik poudarjamo tudi recikliranju tekstilnih materialov ter trajnostnemu razvoju na tem področju. Od popravil in ponovne uporabe do nadgradnje tekstilnih izdelkov ter inovacij. Slovenski primeri dokazujejo, da lahko vsak kos tekstila dobi novo vrednost in ostane del krožne zgodbe. S projektom Verde in Med soustvarjamo bolj trajnostno prihodnost.